Dobro jutro, en čudovit kolesarski pozdrav. Danes je 1. januar, srečno novo leto 2023. Jaz sem se odpravil na eno tradicionalno kolesarjenje, kakor zmeraj za 1. januar. Po poti bom pa poskušal odgovoriti na vprašanje, če je sploh normalno kolesariti v takem vremenu. Normalno. Veste, kaj bi bilo normalno? Da bi imel v čelu sled zamaška od šampanjca in roke opečene od petard. To bi bilo normalno. Ampak ne, mi se rajši odločimo, da gremo v takem na kolo. Kakor lahko vidite, je v Novi Gorici vlaga in megla. Približno 11 stopinj Celzija, skoraj pomladno vreme. Jaz pa sem na račun teh vremenskih pogojev sklenil, da se bom bolj vozil tle po Novi Gorici, da malo vidim ta novoletni utrip, to mesto duhov. Ker med letom je to tako ali tako nemogoče, ker je skozi gneča. Če je to moje kolesarjenje normalno, bom pa ocenil na podlagi tega, koliko drugih kolesarjev bom še srečal po poti. Je pa tudi tako, da če danes ne izkoristim kolesarjenja, bo popoldne in jutri spet dež in tudi v naslednjem tednu nič kaj dosti boljše ne kaže. Tako da, če ne izkoristiš takrat, ko lahko, potem nimaš izgovora, zakaj nimaš kilometrov v statistiki. Meni je lani potem uspelo, da sem jih spravil 10 000 pod streho, čeprav je bilo v decembru kar precej napeto in je celo kazalo, da mi mogoče ne bo uspelo. Namreč v decembru sem zbolel, tako da sem bil kar 10 dni brez kolesa, ampak potem sem pa se postavil hitro na noge in takoj naredil še nekaj kilometrov, tako da sem sigurno čez. Ne, ni bil COVID, ampak je bilo več dni vročine, s slabim počutjem, bolečinami v mišicah in s trebušnimi težavami. Ja, tistih 10 dni v decembru, ko nisem kolesaril, je bila res ena sama beda, tako turobno vreme, kakor danes. Bolan sem bil, tako da sem se že itak slabo počutil. Kazalo je, da mi bo zmanjkalo samo 35 km do rekorda 10 000, kar sem k sreči pol obrnil sebi v prid. Ampak tiste dni, ko ne veš, če ti bo uspelo, te res zagrabi prav ena taka depresija. Razmišljal sem celo, da bi ukinil ta kanal, zato ker sem ugotovil, da se tisto področje, ki ga vi radi gledate, in pa tisto, kar jaz rad snemam, ne prekriva najboljše. Zaradi vsega tega sem v decembru tudi spustil en video, tako da, kakor ste videli, prejšnjo sredo ni bilo nič, ampak zdaj pa spet pridemo nazaj v ustaljene ritme, da zbudim tistega klovna v sebi, da se spravim na teren in da začnem kolesariti tako, kot je treba. Ja, tle v centru je nekaj več prometa in tudi ljudi. Konec koncev je pa tudi ura že pol 11, tako da to ni nič čudnega. Se zapeljem zdaj še na Kidričevo ulico, ki je najbolj okrašena in kjer je včeraj bila žurka z Janom Plestenjakom. To tukaj je Perla na Kidričevi ulici in pa prireditveni prostor, kjer je bil koncert. Evo, tukaj pa trgovina Bisport, kjer sem nabavil tega skota in nekaj ostale opreme. Tle pa zavijem še na Bevkov trg, tle je tudi bila žurka. Zdaj pa vse mirno, prazno, že pospravljajo, tako da se obeta en tak spokojen dan. V glavnem, to sem že enkrat razlagal, ko pride do tistega pomanjkanja motivacije, ko ne veš, kako bi naprej. En dan sem razmišljal, da bi kupil novo kamero, drug dan sem razmišljal, da ne bi več snemal. No, ampak zdaj, ko sem zdrav in spet na kolesu, je takoj boljše, takoj drugi feeling. Tako da mislim, da bom vztrajal še naprej. Ja, se je kar nabralo dobrih 10-11 km tle po tej prazni Novi Gorici. Zdaj grem še do Šempetra pri Gorici, da vidim, kakšno je vzdušje tam. Kar mi bo potem omogočilo, da zavijem še v Italijo in da vam pokažem še malo stare italijanske gorice. No, sej bom, tako kakor zmeraj, od spodaj dal link do Strave, tako da si boste lahko pogledali, kje vse sem kolovratil. Moram pa povedati, da sem dobil prejšnji mesec elektronsko pošto in sicer je na novo ustanovljeno društvo ljubiteljev električnega kolesarstva. V glavnem oni se bojo zavzemali za pomoč svojim članom pri nabavi in vožnji električnih koles, skrbeli bojo za širjenje polnilnih postaj in pa tudi za širjenje na splošno kolesarske infrastrukture. Meni se zdi ta ideja super, zato sem se odločil, da jim naredim malo reklame. Kaj več od tega ne bom tukaj nakladal, vi si poglejte na e-dex.si, bom dal tudi od spodaj link do njihove spletne strani, pa če koga od vas to zanima, se jim lahko pridružite ali jih kakorkoli drugače podprete.
Ja, pa še eno lepo novico imam. Samo sekundico, zdaj sem lih prišel v Šempeter. No ja, Šempetru nič kaj posebnega, taki kakor vsak dan v letu. Par obešenih lučk sem videl, pa malo manj prometa je. Se pravi, kje sem že ostal? Aha, tista dobra novica je ta, da so mi neki anonimni ajdovski kolesarji na precej zvit način preko nekih skupnih znancev podarili zgornji del kolesarskega dresa. In zdaj, prej ko zavijem še v Italijansko Gorico, se bom tukaj slekel na tem mrazu, da vam ga pokažem. Evo. Zdaj šle je napis Hubelj, to je reka, ki teče skozi Ajdovščino, še ne pa tak lep. Lep, lahek poletni dres, ki ga boste v mojih videih sigurno še večkrat videli. V glavnem, kakorkoli tem anonimnim ajdovskim kolesarjem, ki pa gledajo tudi moje videe, se prav najlepše zahvaljujem za to darilo. Javite se mi na nek način na Stravi ali na YouTubu, da bom vsaj približno vedel, kdo ste. Ali pa me ustavite kdaj na cesti, pa gremo skupaj kakšen krog. Hvala vam, res hvala za to prijetno presenečenje. Zdaj pa zavijem še v Italijo, pa pogledamo še Staro Gorico, kakšna je. Zdaj je že 11:30, tako da bo verjetno kaj več prometa, ampak Stara Gorica je ob nedeljah zmeraj mesto duhov. Tudi če je navadna nedelja. Vidiš, in se da tudi samo tako po mestu narediti en tak 30-40 kilometrski krog. Sicer 20 povprečje, ampak vseeno ok. Res je tako, kot pravijo, samo eno kolesarjenje te loči od dobrega počutja. Upam, da bo tudi vam uspelo narediti kakšen kilometer v tem januarju. Evo, to je Corso, glavna ulica skozi Staro Gorico. Tudi taka precej sprehajalna in s precej lokalčki. In tle po tej ulici bom zdaj prišel direktno v center. Ja, jaz grem zdaj tle gor na vrh in potem po sprehajalni ulici Raštelj dol na glavni trg, ki mu rečemo Travnik. Tukaj vidim, da imajo drsališče, muziko in je tudi kar nekaj ljudi. Ampak, kakor pa zaviješ s trga v katerokoli ulico, je pa spet vse prazno. S Travnika sem se potem zapeljal še skozi en tunel, ki se imenuje Galerija Bombi. In potem sem si pomislil, se zapeljem pa še dol do Podgore, še skozi tretji tunel, če se že vozim po teh tunelih. Sem pa danes tekom dneva srečal več kot 10 kolesarjev, tako da lahko to normalnost ocenim kot čisto desetko. Prej, ko grem domov, pa samo še preverim par novih kolesarskih poti, ki so jih naredili Italijani tukaj med Staro Gorico in Solcanom. Zaenkrat vidim, da so to še vse makadamske poti, tako imenovane Strade Bianche, tako da moram prav kjer ga vprašati, a je to, ali jih bojo še mogoče asfaltirali. Zdaj se pa zapeljem še na Trg Evrope, to je tam, kjer lahko z eno nogo stojiš v Sloveniji in z drugo v Italiji. Prečkal bom mejo nazaj v Slovenijo in počasi zaključil današnji krog. Tukaj na tem trgu, oziroma v bližini železniške postaje in te stare lokomotive, imate pa odlično izhodišče. Če bi kdaj prišli v Novo Gorico, lahko parkirate in naredite kakšno kolesarjenje po Italiji, po Sloveniji, v Brda, na Kras. Ampak o tem kdaj drugič. Zaradi te mokre in vlažne ceste sem potem doma tudi očistil kolo, ker tazga si ne bi upal peljati v stanovanje, je bilo vseeno malo preveč umazano. Jaz bom tukaj ta video zaključil. Kdor je pogledal do konca, mi lahko izkaže podporo tudi na tak način, da se naroči na moj kanal. Najlepša hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.